Pozdravljeni. Sezona svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2021 se neizbežno približuje. In v glavah mnogih navdušencev odmeva tisto vprašanje, kako premagati Lewisa Hamiltona. No, danes bom skušal dati vsaj moje videnje, kako bi bilo to izvedljivo. Mnogi bi sedaj lahko pripomnili, da bi se ta prispevek lahko imenoval Kako postati svetovni prvak. A zavedati se moramo dejstva, da med sezono 2020 in 2021 bo izjemno malo sprememb na tehničnem področju in kar smo videli v prejšnjih sezonah, kaže na to, da tudi v tem letu bo glavni pretendent za naslov Lewis Hamilton. Vsaj tako je moje osebno mnenje. A vseeno, ni nepremagljivega voznika in seveda ekipe v svetu Formule 1. Samo držati se moramo nekih principov. In danes si bomo gledali tistih 5 glavnih točk, katere sam mislim, da so potrebne, da se premaga Lewisa Hamiltona in seveda ekipo Mercedesa. Uporabljal bom primere iz sezon 2020, 19, 18, 17, vrnili se bomo celo v 2016 in skupaj bomo skušali razumeti, kje so, če so seveda tiste šibke točke Lewisa Hamiltona. Uporabljal bom določene primere in imenoval določene voznike, a to ne pomeni, da bom s prstom kazal pravzaprav na njih. Uporabljajte te primere zgolj kot neko orientacijo, na kaj moramo biti pozorni v prihajajoči sezoni. A najbolje je, da bomo kar začeli. Prvi kriterij, ki ga mora izpolniti voznik, kateri bi rad ogrozil Lewisa Hamiltona, je zanesljivost. Namreč v sodobni Formuli 1, kjer je sezona dolga 22 oziroma 23 dirk, sta lahko 2 odstopa že preveč. En odstop je še znosen, a vkolikor ne bi bilo nobenega, bi bila stvar seveda popolna. In razumeti moramo, da tu upoštevamo tako tehnično zanesljivost, da z bolidom je vse v najlepšem redu, kot tudi osebnostno zanesljivost, da je voznik sposoben oceniti, kdaj se splača tvegati in kdaj ne. Kot osebnostno zanesljivost bi rad poudaril tisto fantastično dirko Lewisa Hamiltona v Turčiji. Lepo se je videlo v prvih fazah dirke, da se ni vpletal po nepotrebnem v neke dvoboje, kateri bi lahko samo privedli do tega, da bi odstopil. Po drugi strani prav na veliki nagradi Turčije je Max Verstappen pokazal, kaj pomeni osebnostna nezanesljivost. Skušal je prehiteti takrat, ko je bila proga pravzaprav še premokra, se zavrtel in tako poleg ostalih odstopov vknjižil verjetno svoj najslabši rezultat v sezoni. In prav tu, ker sem omenil Maxa Verstappena, bi vas rad spomnil na njegovo zanesljivost v sezoni 2020. Imel je 5 odstopov plus slab rezultat v Turčiji. Pa posplošimo to na 6 slabših dirk. No, pri 17 dirkah v celotni sezoni je to zaokroženo tretjina, kar je bistveno preveč, če se hoče postati svetovni prvak. To velja generalno za vse voznike. Jemljite Maxa samo kot primer. Kot druga točka, drugi kriterij, kateri je po mojem osebnem mnenju izjemno pomemben, je ta, da voznik mora konstantno biti na zmagovalnem odru. Tudi na tistih dirkah, kjer pravzaprav nima kakega potenciala, da bi lahko zmagal, mora biti na zmagovalnem odru. In zopet se bomo vrnili k Maxu Verstappenu. Kolikor odštejemo tisto veliko nagrado Turčije in ostalih 5 odstopov, je bil Max Verstappen v sezoni 2020 stalno na zmagovalnem odru. Potrebno je bilo popraviti le sorazmerno malo dirk, da
da bi bil bistveno boljši. Kolikor bi bil bolj zanesljiv, bi bil z lahkoto drugi v skupni uvrstitvi. Pogledali si bomo še naprej, kje so bile tiste šibke točke. Tretji kriterij, kateri je po mojem osebnem mnenju tudi bistven, je ta, da je potrebno zmagati na tistih progah, katere favorizirajo določen koncept bolida. In seveda, sedaj bomo prišli do tiste točke, kjer se marsikdo ne bo strinjal z mano. Mnogi si mislijo, da je v bistvu enostavno premagati tovarniško ekipo Mercedes, potrebno je narediti boljši bolid. A boljši bolid od tovarniškega Mercedesa pomeni to, da bi ta konkurent z lahkoto zmagal veliko nagrado Španije. Proga v Barceloni je tista, katera nekako ustreza konceptu tovarniške ekipe Mercedes. Če pogledamo rezultate, bomo opazili, da tovarniška ekipa Mercedes od sezone 2014 pa do 2020 je zmeraj zmagala veliko nagrado Španije. Z eno samo izjemo, tisto v sezoni 2016, ko sta se na prvem ovinku oba voznika, Nico Rosberg in Lewis Hamilton, lepo ležerno parkirala v pesek. In seveda, to nam pove, da izzivati Mercedesa na njihovih progah ni preveč dobra izbira. A imamo druge proge, katere ležijo drugačnemu konceptu bolida. Naprimer, proga za veliko nagrado Avstrije, naprimer. Kolikor se spomnite, v prejšnji sezoni sem naredil poseben prispevek, kjer sem primerjal, koliko so izboljšali svoje kvalifikacijske čase na progah, katere ležijo konceptu tovarniškega Mercedesa in tiste, ki jim ne. Skrajšana obnova, ugotovil sem, da približno 0,5% je bila izboljšava časa na tistih nefavoriziranih progah, 1,5% na tistih favoriziranih. Seveda, kogar zanima, dobi bližnjico kot ponavadi v opisu. Ampak naloga tistega, ki bi rad premagal Mercedes, je, da naredi bolid, ki bo hitrejši na tistih progah, ki ne ležijo Mercedesu. In teh je kar nekaj. A ugotovili smo pravzaprav v sezoni 2020, da so naprimer pri Red Bullu največje napake naredili na začetku sezone, kjer so bile na urniku tiste proge, katere bi morale ležati njihovemu konceptu bolida. Govorimo o progi v Avstriji. In tam so izgubili ogromno potencialno prednost, katere niso znali izkoristiti. Zaradi tehničnih podrobnosti, zaradi neuravnoteženosti bolida. A to se je poznalo naprej. Kolikor pogledamo tretji kriterij, kateri mislim, da je izjemno pomemben, je ta, da je treba Lewisa Hamiltona napadati predvsem v prvem delu sezone. Kolikor pogledamo celotno zgodovino turbohibridne ere, bomo opazili, da v prvem delu sezone Lewis Hamilton ponavadi ne blesti. Takrat ima največ težav in šele v drugem delu sezone, tam okrog poletnega premora, začne z nizom zmag. Seveda obstajajo izjeme, ampak pogledati moramo naprimer tisto sezono 2016, 2017, 2018 in pri 2019 se bomo ustavili. Namreč pri Mercedesu so v sezoni 2019 dosegli 8 zaporednih zmag v prvem delu sezone. Ampak vprašati se moramo, so bili res tako dominantni ali so jim tudi drugi pomagali pri doseganju tega rezultata. Namreč v Bahreinu in v Kanadi jim je dobesedno pomagal Ferrari, na veliki nagradi Monaka je pa prej citirani Max Verstappen napravil tisto napako, zaradi katere je bil kaznovan, ampak na progi se je po mojem osebnem mnenju enakovredno kosal z Lewisom Hamiltonom in ukolikor bi imel malce več sreče, bi lahko tisto dirko tudi zmagal. Seveda, ukolikor ne bi naredil tistega prekrška, za katerega je bil po mojem osebnem mnenju pravilno kaznovan. Treba je razumeti, da ukolikor je Lewis Hamilton v prvem delu sezone
izgubi tisto vodilno vlogo, bo lahko v drugem delu sezone napravil kako napako. In to se je zgodilo leta 2016, seveda pod spletom okoliščin, ko je odstopil na veliki nagradi Malezije. A Formula 1 je šport, kjer splet okoliščin in določena mera sreče mora biti prisotna. A vseeno, ukolikor gre za tesen boj, bomo mi navdušenci uživali ne glede na razplet. Ukolikor kdo že v prvem delu sezone si postavi tako prednost, da je neulovljiva, pač manj. In sedaj pridemo do tistega, po mojem osebnem mnenju, glavnega kriterija, četrtega. Pomoč. Nihče v zgodovini Formule 1 praktično ne more zmagati sam. A imamo lahko različne pomoči. Pomoči od znotraj, naprimer tu merim na moštvenega kolego in tu se bomo zopet vrnili k Red Bullu. Prav v sezoni 2020 smo videli, kaj pomeni imeti kot drugega voznika nekoga, kateri ni dovolj zrel. In s prstom lahko pokažemo na Aleksandra Albona. Ni bil kos svoji nalogi. A to mu ni treba šteti v krivdo. Poslan je bil na mesto, za katero je imel dobesedno premalo izkušenj. Videli bomo v prihajajoči sezoni s Sergiem Perezom, kako se bo on odrezal. A tudi tu imam sam osebno določene pomisleke, kajti Perez bo presedlal iz enega koncepta bolida na čisto nekaj drugega. Videli bomo, kako mu bo uspelo. Sedaj, če razumemo vlogo drugega voznika v ekipi, kateri je namenjen temu, da dobesedno krade točke nasprotnikom, da je na končnem razporedu takoj za svojim vodjo, je treba razumeti tudi koncept zunanje pomoči, kako ti lahko neka tretja ekipa pomaga pri osvajanju naslova svetovnega prvaka. Vzamemo primer, da imamo Red Bull, kateri je dober na tistih progah, kjer je pomembno imeti nizek zračni upor in kjer oprijem v ovinkih ne pride toliko do izraza. Seveda imamo na to tovarniško ekipo Mercedesa, katera je v povprečju dobra povsod, ampak predvsem na tistih progah, kjer imamo dolge ovinke in ovinke z visokim aerodinamičnim oprijemom. In vidimo lahko v takem primeru, da bodo pri Red Bullu dobri na tistih progah, ki so naprimer mestne postavitve, kot sem že omenil veliko nagrado Avstrije, a na hitrih progah, kot je tista v Spa-Francorchamps, v Monzi, pač ne. In tu bi naprimer lepo prišla pomoč ekipe, kot je bila Ferrari v sezoni 2019, kjer bi oni prevzeli tisto vodilno vlogo in preprečili Mercedesu, da bi pobral maksimalno število točk. Tako bi bila razlika manjša in možnost odprtega boja večja. A seveda, gre kot ponavadi za nek primer, da se bo bolje razumelo. Kolikor se tista skupina pretendentov razširi, je možnost boja večja. A seveda gre za dvorezen meč, namreč ekipa tekmuje vsaka za sebe in nihče ne dela svojemu nasprotniku uslug. Na tej točki pa ne smemo zanemariti še enega aspekta zunanje pomoči – psihološke igre. Namreč nekateri viri nas opozarjajo, da Nico Rosberg se je pravzaprav igral neke vrste psiholoških igric z Lewisom Hamiltonom. Seveda nimam nobenih direktnih pričevanj o tem, a zadeva je taka, da Lewis Hamilton lahko v določenih pogojih je tudi psihološko šibak. Opazil sem, da ukolikor je on fokusiran na enega nasprotnika, je izjemno učinkovit, divji in zmaguje dirke kot za šalo. Ukolikor zgleda, da so mu stvari nekako postavljene na krožnik, da so zadeve preenostavne, ni tako motiviran. In v današnji Formuli 1, katera je izjemno politično korektna, ne pričakujem, da bi nekdo začel z Lewisom Hamiltonom take psihološke igrice, kot jih je bil sposoben naprimer Nelson Piquet. Rad bi vas spomnil na nekaj. Namreč pogostokrat slišimo izjave Helmuta Marka, katere se pravzaprav ne tičejo njegove ekipe. Se on v resnici igra neke vrste psiholoških igric z svojimi nasprotniki? Ne vem.
V sezoni 2021 bo Lewis Hamilton seveda favorit, kot sem povedal na začetku, in premagati njega bo vse prej kot enostavno, ampak ne nemogoče. Sam sem predstavil tisto svoje videnje, tisti svoj recept, kako bi lahko nekomu uspelo, a odvisno je vse od mnogih faktorjev. Seveda, videli bomo kar nekaj sprememb tako pri ekipah, kot tudi pri samih voznikih. A tisti, ki se bo najbolj približal temu želenemu cilju, bo po mojem osebnem mnenju moral upoštevati vso tisto modrost, ki nam jo je delil pokojni Niki Lauda, in vse tiste nasvete, ki jih, morda malce na grob način, pove Helmut Marko. Seveda, izjemno težko, ampak tudi to je napoved o potencialno zanimivi sezoni. Kaj nas čaka, bomo pa videli prav kmalu, do takrat pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.